družba, spet sem jaz. Tokrat vam bom pa opisala tipičnega Mehičana moje generacije. Zdaj, načeloma pač saj veste, razlika med Mehika spada v latinski del sveta, Slovenija je pač v bolj, kako naj rečem, v bolj resnem delu sveta. Smo iz dveh popolnoma drugačnih kultur. Zdaj teh mlajših moških Mehičanov moram priznati, da jih ne poznam, ampak tele moje starosti pa. Pa vam bom povedala nekaj razlik, pa nekaj zadev, ki se meni zdi privlačnih od njih. Ena izmed njih je, da so še vedno džentelmeni, in sicer pač preden ti vstopiš v stavbo, oni odprejo vrata zate, recimo odprejo vrata od avta, da stopiš ven, zaprejo vrata, kadar se noter usedeš, pomagajo ti s stolom v restavraciji, recimo teh zadev jaz pač nisem živela v Sloveniji. Čeprav vem, da v prejšnjih generacijah smo tudi to vzgojili, dunajska šola je bila, no. No, tega zdaj pač jaz v Sloveniji res nisem doživljala, tukaj pa je ta zadeva še aktualna. Potem oni so bolj romantični, recimo, neredko se zgodi, ne vem, se lahko kar večkrat zgodi, no, da te preseneti, pa ti pripravi romantično večerjo doma, pa ne vem, on pripravi večerjo, pa zdekorira mizo, pa kakšno romantično glasbo da za ozadje in te preseneti, ne, ko ti prideš domov. Potem te lahko kar brez razloga včasih z rožicami pričaka, ali ti pa kakšno tvojo najljubšo čokolado kupi, pa vstopnice za kakšen koncert, recimo, ki ti je všeč, ali te odpelje kam, ke ti je bilo všeč. Zelo so taki, no, kako bi rekla, tukaj se reče detajlisti, no, ampak zelo so taki, no, da pač mislijo na vse te zadeve in te skušajo presenetiti in ti polepšati dneve s kakšno malenkostjo, no, v bistvu. In včasih so lahko tudi kakšne, ne vem, meni je recimo enkrat Diego prinesel v eno hrano tamales, mi je prinesel tam, ko sem delala, ali pa ne vem, je kakšno, ne vem, sva se kje videla, pa mi kakšno kavico prinesel, tako, ke lahko s sabo vzameš, taka, ke je meni všeč, ne vem, in mi je to veliko pomenilo, čeprav niso bile to ne vem koliko dragocene zadeve, ampak pač, da se je spomnil name, da je pomislil, kaj bi bilo meni všeč in da je tudi meni to zadevo prinesel. No, tako se pač čutiš, da nekaj pomeniš tej osebi, no. Tudi še vedno radi tam po plaži hodijo pod luno, ne vem, take zelo romantične narave so. Imam tudi enega prijatelja, ke rad pesmi piše svoji izbranki, mislim, to je res tako, kot iz kakšnega filma so, no. Potem so zelo so družabni, všeč jim je recimo za konce tedna jim je všeč kaj početi, radi grejo ven, ne vem, na kakšno večerjo ali pa plesati, radi grejo v kino, v kakšno gledališče, kakšen šov pogledati ali pa družiti se s prijatelji ali pa kam glasbo poslušati. Ne vem, za konec tedna je za njih vedno čas za sprostitev in pač, ko so samski, grejo sami ven, če so pa v paru, se pa pač imajo navado res petek, soboto obvezno nekam iti. In mislim, da je to v redu zadeva, no, ker mi smo pa taki bolj delovni, pa pridni, pa varčni. In potem se lahko včasih pač pozabi na to dvojino, na ta par, no, oni pa za to zadevo poskrbijo, no, pač, ne vem, velikokrat te povabijo ven, no, in tudi ni nujno, da se vedno, ne vem, kakšne blazne vsote denarja porabi. Potem, no, če pač se poročiš z Mehičanom, takoj dobiš še eno družino zraven. In sicer, no, imaš tašča pa taščo, pa potem svake, svakinje in nečake, ker tukaj tudi tisti nečaki, ki niso po krvi nečaki, so pol se jim reče, da so tvoji nečaki. In se vsi trudijo, da bi se ti počutil del družine, da bi se počutil sprejet. In imajo kar veliko navado se družiti ob raznoraznih priložnostih, praznikih, rojstnih dnevih in še čem. Diplomah, ne vem, to je kar naprej pač kakšen razlog, da se družina pač zbere. In evo, tako imaš zagarantirano družino takoj, pač če si z enim Mehičanom. Povrh tega so pa tudi zelo pač mislijo tudi na svoje tasta in taščo. In sicer, ne vem, ko se vidijo z njimi, prinesejo, ne vem, rožice za taščo, pa eno steklenico za tasta, poklepetajo z njimi, ne vem, želijo, da bi se v redu počutili, no, ko se vidijo. In tudi tukaj v Mehiki recimo je navada, da vsake toliko časa pač povabi tasta in taščo
ven na kosilo, na večerjo, malo podružiti se, malo pogovoriti se. In recimo imajo tudi tako velikokrat narejen, da božič enkrat se preživi z eno družino, drugo leto se preživi z drugo družino. Je zelo taka navada, tako da je tudi, ne vem, je zelo običajno, no, da se bodo potrudili imeti tudi dobre odnose s tvojo družino. Tudi to se mi zdi, da je pomembno, no, da, ne vem, da ni kakšnih neugodnih in neprijetnih situacij. Odlični plesalci so, oni imajo ples v genih, pa ritem imajo v genih, in itak potem je še toliko raznoraznih priložnosti, da se pleše, ne vem, vse te zabave, pa šolske zabave, pa vsi ti izhodi za vikende. Da če ženska rada pleše, je to itak, ne vem, je zelo dobra izbira Mehičan, no, zelo imajo tudi ritem pa to in tudi radi plešejo. No, naslednja zadeva, ki je meni simpatična pri njih, je pa ta, da, no, prvo, kar znajo oni nekaj jedi pripraviti, recimo Diego je itak cel kuhar, ampak v povprečju pa znajo, ne vem, 1, 2, 3 stvari skuhati. Ampak je pa tudi tukaj v Mehiki taka varianta, so razne, se reče, da je ekonomična kuhinja. Se pravi, so take zadeve, kot ene majhne menzice, ki ti dobiš cel meni kosila dobiš za, ne vem, od 2,5 evra naprej. Tako da recimo res ni nemogoče, da bi šel 2 ali pa večkrat na teden, da bi šel na eno tako zadevo ven in bi šel jest. In na ta način pač ženskam ni treba toliko kuhati, pa lahko kaj drugega, ne, namesto kuhati počneš, ali pa saj ne dirkaš toliko skozi dan. Tudi mi je bilo od začetka sicer zelo neprijetna misel na to, da bi kakšno pomoč za pospravljanje imela doma. No, zdaj zaradi moje zdravstvene situacije je pač rabim, ampak se mi ne zdi več to tako strašno, ker na ta način ta gospa, ki nam pride pospravljati, pač nekaj malega zasluži. Jaz v mojem primeru, ker sem itak bolj počasna, pač zaradi moje situacije, pač se ne rabim tam ubijati in čistiti. Če bi imela pa običajen vid, bi pa mogoče tisti čas za kaj drugega porabila, bi se pa z Diegom ali pa z Lizo družila, ali pa bi karkoli drugega bi počela, ne, pač se mi ne zdi, recimo je možnost tudi, da ti pri gospodinjstvu pomaga. No, potem je pa še en del, ki mi je zelo všeč tudi pri njih, je pa ta, da razumejo, da imaš lahko tudi kakšne prijateljice in jih tudi približno ne moti, da greš, da, ne vem, da greš z njimi en dan dopoldan na zajtrk, pa malo poklepetaš. Recimo sem se zmeraj krivo počutila, da bi kaj preveč denarja porabila, saj to zdaj ne pomeni, da ne vem, koliko porabiš, ampak jaz sem se zmeraj počutila krivo, da bi karkoli porabila za iti z mojim prijateljicam, ne vem, na kavo, na torto, na karkoli. Tukaj pa mi še Diego reče, daj zmeni se, pojdi s tem prijateljicam ven, ne. To recimo, da ima razumevanje, da imam družbo. In še ena zadeva je pač, da je njim zelo všeč, če je ženska urejena, tako da pač je zaželeno, da uporablja ličilo, pa ne zdaj ne mislim tako kot ene, da bi bile are papige, ne, tako pač normalno. In tudi ne bodo se jezili, če imaš, če želiš, če rabiš kakšno novo obleko ali pa bluzo ali pa krilo, to sploh ni problem, on bo takoj za, da si ti kupiš, zaradi tega, ker bo pač njemu všeč, da se tako urediš. Tako, no, tak je pač običajen moški moje generacije. Jaz upam, da se vam je video zdel zanimiv, če se vam je, nas lahko seveda všečkate, delite ga s komerkoli mislite, da bi ga zanimalo in ne pozabite se naročiti na naš kanal brezplačno s klikom na kremšnito. V komentar pa lepo prosim napišite, če vas je kaj presenetilo oziroma če vas zanima kakršnakoli drugačna informacija. No, se vidimo tukaj naslednji torek, adijo!